če sem jaz proti gej paradom, to ne pomeni, da sem proti istospolnim usmerjenim. Tukaj bi mogel priti naš jingle, samo ga še nimamo. Let's go. Dober dan, dobrodošli za najboljši podcast v Sloveniji, člani podcast, like, comment, share in subscribe. Danes z vami Ribanič, Jure in Jure, koga imamo danes naši desni? Danes je z nami Jan Vaukman. Kaj on počne? Streamer? To je zdaj njegova zadnja. Nisem rekel TikTok. zadnja. Mislim, da to je zadnja neka tržna niša. Ja. Prej pa je bil reper. Kaj si delal še? Kaj sem delal? Kaj nisem delal? Ne vem, nikoli si nisem želel Opredeljevati. Ja, ne vem zakaj. Ker nisem se imel za rap artista. No, tako je družba rekla, sem rekel, ok, naj tako bo. Nisem rap artist. Kaj pa si glasbeni poet, umetnik? Glasbenik. Ne vem, vedno rečem rad, čeprav se to malo pedersko zveni, ampak ustvarjalec vsebin. Content creator, ne. In niti reč, da si ustvarjati zabavnih vsebin, to ti rečeš, ne? Se trudim. Rad ustvarjam, to je to glasba, karkoli na videoprodukcija. Zdaj glasba je na strani, ampak zdaj me videoprodukcija veseli pač, to je. In si v tej niši? Ja. Okay. To je huda zadeva, sicer mislim, da sem se enih 10 let življenja po moje že oduzel zaradi tega, ker če si sploh sam do sebe preveč zahteven, ampak to je to, ja, to me veseli, to me usrečuje. Jure, kaj bil tvoj teden? Kje si ga zagalamu včeraj? Zanimiv, to ni bil moj teden, ja. Včeraj sem bil na enem dogodku. Koga si kaj srečal takega zabavnega? Srečal sem Serčiča, srečal sem ga povabil na podcast, Serčič pridi. Koga sem še kaj srečal? Tamjo, ki je podpisala ob enih zjutraj na naš mesec. Gledam iškreno napišel ob enih zjutraj. To je bila včeraj od Jureta misija, pejdi po žurki in dobi goste. Stranke, ja. Dobi goste. Ne, reči gostom naj nam odpišejo. V glavnem ja, tako da sem dobil par kontaktov, da pride. Tako da ja, kaj pa tvoj teden v tej? Nič dokaj isti, od prejšnjega tedna se je spremenil, da sem šel na en drink z enim kolegom. In ga opunco. Ne, pol nismo šli. Ja, ne, samo s kolegom. In smo podpisali pogodbo, jaz in on se že dosti časa menimo. Koliko imaš ti teh pogodb? Jaz dam vse na pogodbo, ne, to moraš. Viš, tam gor, lej pogodba, člani podcast. Smo dali na pogodbo, da me bo začel redno trenirati in smo dali na pogodbo, da bom jaz njega začel redno trenirati, ustvarjati video vsebine za Instagram in TikTok. To je sožitje. Tako da evo, smo dali roko, podpisali za uradno. Roko umije. Spremem, mi začnemo, damo gostu našo člani škatlo vprašanj. Zdaj je nova sezona, nova sveža vprašanja, nikoli potegnjena, tako da potegni. Da vidimo. Vidiš, še polno je. To. Eno, prosim, ne biti pohlepen. Preberi, ta je zate. 17, moja številka. Če bi bil poklicni wrestler, katero ime scene in kakšen bi bil vaš prepoznavni manever? Lepo, da me vikate. Katero ime scene? Ime scene, kaj ste mislili? O moj bog, to sem malo slabo prevajal. Tvoje ime. To je. Prvo mislim, da misliš, ker je bila moja uvodna muzika. Se pravi, moj stage name. Ja, wrestler, če bi bil mašina v ringu, kaj bi bil? Radikalni levičar. To bi bil. Kaj se z levo roko? Desno imel za hrbtom. In prepoznavni manever, ne vem, kaj bi naredil. Ja, da bi višel davke, ne. Ta je bila. Spravi. Tako, pač tipično za levo stran. Torej bi primu člana, bi ga fuknil zrak in bi rekel, evo, ta movie je višanje davkov. Zdaj bo še plačal, čeprav si dobil bati, ne. Jure, kaj bi ti bil? Zdaj nimam nekega imena. Ja, lej, v realnem življenju si lomile Ja, bi ga src, primeril ampak tako v ringu. na politiko pride in se najbolj izi spasiš, če ne bi to bluzli zdaj do jutri. Lomilec. Kaj bi bil pa ti? Ti bi uničeval s svojimi šalami nasprotnike. Ja, da bi ga zmedil. Terminator. Izvirno. Prišel bi tam. Prišlek, evo. Kaj je tako, da se te boji? Rito vrtalnik. Tak, da ti rašče Odvisno od fuka rit. nasprotnika. Fakt, to je tudi res. Enemu bi to pasalo. Mislim, danes, glede na to, da se je to ful moderno,
bi vsakemu drugemu pasalo. Pa mogoče to bi še lažje zmagal, ki bi si ti nastavil. Kaj ti začel delati? Kaj si ti začel delati? Si rekel, rad ustvarjaš. Kaj je bilo prvo, kar si ustvaril? Ne, fora je ta, da jaz nisem nikoli razmišljal kot otrok, da bi bil nek ustvarjalec, glasbenik, videoproducent. Jaz sem želel biti nogometaš. Okay. Igrati v Ligi prvakov, ne. In potem? Sem pristal na socialni. Tako da želel sem biti nogometaš, res, to sem bil prav že maničen, poster in da ni Ronaldinho, Beckham in vse te zvezde tistega časa. In potem je to čez noč ugasnilo, ker sem padel iz NK Kopra v neko podružnico NK Kopra, Bonifika, se pravi zadnja liga. Tam je bil pad sistema, tam so imeli igralci večjo besedo kot trener, tam je bilo jebem ti Kevo, jebem ti Tone, ti bodi tiho mali in treniraj, bil sem najmlajši, ker so mi dali takoj v mladince, kao Glega Valkon, on je dober. In pač temu, to ni bilo za mene. Jaz sem bil discipliniran, dajmo trenirati, pustimo zdaj ta primitivizem. Čez noč so te sanje ugasnile in višek energije je... Zakaj so pa ugasnile sanje? Ravno zaradi tega odnos, ne, ker jaz sem se bal hoditi na trening, vsi so bili starejši. Karkoli je bilo narobe, si bil ti kriv. Ne. Koliko si bil star takrat? Kjera leta so bila to? 17, 16. Vseeno te, ja. Ja, oni so bili pa že vsi, mislim, da polnoletni, ne, mladinci. Tu, ja, lih oni stage med 17, 18, 19. In to so bili vsi bivši nogometaši, ki so nehali trenirati za NK Koper in so jih poklicali nazaj. Okay. In tu je pač bilo vse, veš, najmlajši, najbolj kriv za vse. In ni sem imel odporiti na trening, ne, ker me je bilo strah, nisem užival več v igri, ampak sem hodil na trening zaradi staršev. No, pa sem le zbral pogum, da sem rekel, da pač nočem več iti. Pa sem šel celo v Izolo na en trening, ampak ni bilo več neke želje. Ne. Pa to te ful štekam, jaz sem imel enega trenerja od tenisa, treniral tenis, meni je ful lepo igrati tenis, ampak sem imel enega trenerja, ki me je klical Burek. Aha. In da sem tako zabit. Je bil ful tak tough love, ampak takrat isto nisem štekal, nisem imel ne fuck off page stran tip med ležali na treningu. Ja, in sem pustil tudi jaz. Sploh v teh občutljivih letih. Sem bil tipo 8 let, 9 let. No, še huje. In potem preveč energije sem imel, kaj bi zdaj delali. Ne? In so šle vse moji tej senzori na to neko umetniško stran, dajmo nekaj ustvarjati. Fotor je imel neko kamero, okay. Še na film. Oh, fuck. In pa smo takrat z bratom snemali nekaj, wannabe, se karkoli, no. Kar smo gledali po televiziji, smo hodili to prizoriti. In potem pač sem poslušal te lokalne reperje z Markovca. Tipo koga? Vladi iz MC, Mob Tugs in pa tudi iz Velenja in tako naprej, Mrigo in podobni. In sem rekel, pisati te preklinjanje, izražanja čustev, upornik. Dajmo probati. In tu naprej se je začelo razvijati itak. Probaš eno pesem zmiksati, pa YouTube, pa se naučiš to, pa ono in si bil vedno bolj lačen nekega znanja. Ne. Ja, kje si ga ti slišal, ki on je bolj tvoja generacija, za reči? Sem ga slišal na YouTubeu, se mi zdi. Ja, kjeri komadi in to, kdaj? Zdaj prvi komad, kjer je bil prvi komad, ki sem ga slišal? Svegerje. Ne vem, jaz vem, ki imate moj velik kurac, onega se spomnim. Ta nastavko mene ni bilo, sem bolj prišel, bil sem takrat pri bivši, prijem jaz domov in tako 10 projektov je bilo odprtih, Cool Edit Pro smo snemali, ne. To je bil tak nek polmaterski, še amaterski, ne. Ampak za zmiksati osnove in da zveni za tisti cajt top. In jaz sem poslušam, kaj so oni snemali in slišam tega moj velik kurac. In sem rekel, ok, to špila, ne. Sem dodal še malo svojih teh skillov, mix in dodal še svoj part, ker sem hotel biti del tega komada. Da se ve. Potem po 20 letih kasneje ti bom rekel, ustvari že nekaj dosti večjega od tega in potem nekdo srečal na ulici. Moj velik kurac. Je ta je bil ta še, ki si ga zapomnil, po mojem, ne? Okay, jaz, naprimer, sem čul za ta komad, ne ga poznam. Kakšna je taka znana linija iz tega komada? Refren. Ki je, sklepam, da. Kako že gre? Jebel sem ti sestro, ko je imela menstra. To se spomnim. Ogabno, ampak to ima čez 100,000 ogledov, bizarno. To da nekomu reče še kar boleče, mislim, ker še sestra in še... Ne predstavljam si, da bi danes to dali ven. Ja. To bi inštitut 8. marec. Misliš, da bi te skenslali? Nas bi pohodil, ja. Ja, ma vidiš, lupo tu gre. Ja,
Res, ja, veš, Ampak to je ta nek komični rap, ne? Vse tisti, ki razume. vse to ni to literally. Ja, pač, to ni Sam danes se dobesedno. nič ne razume, danes so tako vsi offended. Kaj si to rekel? Da tebi se res to tako zdi. Ja, je. Res? Metek, da je. Pa me vidiš, jaz ful ne film tega. Ne? Ne. Ravno zato vidim, ker je vse preveč nekih teh aktivistov in vsega. Pa po mojem odvisno, kakšen imidž imaš. Če imaš nek clean imidž in pol ustreliš neko tako glupo, si cancel, če si imidž tako sproščen sprednja, veš. Ma Ti kaj odvisno, povem? kaj rečeš. Ne Ja. vem, preveč so vsi užaljeni, no, tako imam feeling. Mislim, jaz mislim, da to, kar je rekel Matej, ima point. Ne? Če si ti od začetka govoriš stvari, kot jih misliš in poveš nekaj, kar se nekdo ne strinja, ne bo vzel to osebno, če pa ti vedno govoriš v neki, veš, da si vedno ful pozoren, vedno ful Clean? Pač, ja. Ja. in pa recimo, da rečeš, greš na nek stream in rečeš neko neumnost ali pa delaš neke stvari, ki jih ne bi delal. Mislim, se pričakuje od te osebnosti, da to ne bo počela. Ja. Tako da bi rekel predsednik neki ful No, jaz ti lahko povem iz žaljivega. prve roke, da ni tako res, ker vsi vejo, kaj je, mislim, tisti, ki spremljajo, kakšen sem, kakšne izjave imam, da nimam filtra, ne. Pa še danes me napadajo in bil sem že za homofob, bil sem že za... Ampak res se jim da. So me napadli razni tisti Instagram profili, ženozlom, gejozlom, ki se pač zavzemajo za pravice istospolnih žensk. Okay. Zdaj imam en cajt mir, no. Enkrat sem imel na OnlyFansu, na Facebooku zaradi OnlyFansa, ene 700 komentarjev, mogoče 2 sta bila pozitivna, ampak tako same hardcore feministke so mi jebale v živo. What? Pa sem si mislil, fakt, pa vse veste, da to non-stop govorim, to je del tega, kar sem, kar predstavljam na socialnih omrežjih. Ne. In še vedno sem jih znal prizadeti. In takrat je bilo, ampak to je bil Bizarno. status kar neki. Sem napisal vsa čas puncam, ki še vedno delajo prek študenta in niso se predale in ustvarile OnlyFans, ne. In potem je ena napisala, druga, tretja in to je bilo. Še zdaj imam status, nisem nič brisal, ker to je meni, bom rekel, ne vem, rajca. In sem prav rekel, toliko komentarjev nisem še v življenju dobil, toliko nastrojenih proti, ne proti temu, kar sem napisal, proti meni. Ne. Provaš kakšenkrat za nalašč tako malo plejati v to, da dobiš reakcijo? Ja, 90% takih objav je nalašč. Mislim, poznam že tako, bom rekel, ne družbo, ampak kako se ljudje odzivajo na zapise, da točno vem, kje postaviti vejico in kje je malo. Da se bo skočil v luft točno ta, ki je kontra temu, kar sem napisal. Ne. Zakaj pa te to tako rajca? Pa ne vem, ker ljudje ne znajo več, bom rekel, debatirati, ampak je tako napad. Če bom napisal, ne vem, v času korone nekaj proti cepljenju, pa ne tisto primitivno, so takoj napadli, pedi Janša liži ritel. Sem bil, wow, kaj ima zdaj to veš za Janša, jaz samo izražam neko svoje mnenje, ne, dajmo diskutirati o tem. In zato pravim, da so tako užaljeni, pač ne smeš nič več, ne moreš več dati nekega svojega mnenja na kulturen način, da ne bo nekdo užaljen. Tako je napad. Ne, tako je napad. Ampak to je ad hominem, se temu reče. Ne tisto, kar si ti napisal, ampak te napadejo tebe. Kako ti izgledaš, imaš mali kurac, kaj boš ti govoril. Ampak ti imaš komad, ki govori obratno, tako da... Ja. Ti imaš že obrambo. Not valid point. In ja, so potem takoj vsi... Ampak to vedno pravim in si tako že ponavljam. Od korone naprej mislim, da so ljudje postali dosti bolj občutljivi. Čeprav to, da te napadajo kot osebo, pač to tak je... Mislim, to je ono, pač dismisenje nekega pointa je to, da napadajo izgled, ne padeš izgled. Ne vem, status, da mi gej parade ne dišijo, ker zaradi tega so istospolno usmerjeni v slabi luči. Mi potem nekdo napiše, kaj boš ti govoril, small dick energy. Kam zdaj to mi dva greva, ne? Je dejansko ni proaktivno za debato, ne? Ne, ni. Včasih sem tudi sam kriv, ker mogoče preveč provociram in tak. Ampak ravno zato, ker vem, da so ljudje tako živčni, polni ene jeze in vsega. In pol oni mislijo, da sem jaz, kaj se nam s to pizdiš, ne, meni je to entertainment in zgolj izražanje svojega mnenja, ki je danes zelo, kar skoraj prepovedano. No.
In si zato pol zbral streamanje, ker je nek lep platforma, debata, bla, 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 da lahko vse to prevajaš. Streamanje mislim, sem vedno želel delati neke intervjuje z ljudmi, tip podcast. In potem sem celo imel enega z eno punco, ki je preživela, premagala raka. Hudo. In potem sem se ustavil, se veš, hype, ful bi to delal, pol pa ne da se mi. In potem je v bistvu samo dobrodelni stream, kot ga imamo vsako leto, 12 ur traja, z športno zvezo. In sem imel, da to je full easy, dejansko ni. Jaz sem mislil, da je postaviti stream je ogromno enih stvari. Ne. Niti ni toliko in kolega Goran mi je pomagal to postaviti. Jaz sem itak imel že ogromno opreme doma. Mi je pomagal postaviti in sem začel. Ne. Sem povabil 1, 2, 3, sem videl, pije vodo, folk gleda, še nekaj zasluži zraven, sem rekel, hajde. Dajmo to delati. Pa imelo tako kulturo streamanja, kaj folk, jaz pač gledam streamerje, po klipih, kaj folk dejansko te spremlja 3-4 ure, kaj sedijo in gledajo. Ja. Pa nič proti, ampak leži tako mi je fascinantno. Odvisno od gosta. Včasih imaš enega gosta, ki je ful zanimiv in ima res brutalno zgodbo, kot je imel Miro Majcen, ki je preživel letalsko nesrečo. Okay. To je ne mali čudež, velik čudež. Ampak je konstantno gledalo 2 uri 100 ljudi. Nič posebnega. Vseeno, ali? Govorim glede na moje številke. Danes ima ta stream, dajmo reči, mislim, da 10,000 ogledov, ali še to ne vem, no se ni važno. Okay. Pol se pa povabil eno punco, ki ni preživela nobene nesreče in je samo lepa in uspešna zaradi svojih atributov. Pa tako 600 ljudi, 700, konstant 3 ure. Moški smo preprosta bitja. Res upade, ne vem, za 10 gledalcev. Ne? Oh, fuck. Tako da ljudje radi gledajo ljudi. Ja. Ma ne vem, če pač se mi zdi, da moški radi gledajo ženske. Mislim, je res Ja, itak. Odvisno kateri moški, ne? Ampak, ko imam eno tako žensko, jaz vedno gledam, sta 2 pola. Moški, ki radi vidijo to žensko in ženske, ki ne rade vidijo to žensko. Okay. In čakajo, da reče nekaj. Kaj reče neumnega, oziroma ko je neumna, kaj govori, ne? Ja. Moški pa samo, da gledajo. Ne? In potem donirajo 5-10 evrov, Vaux vprašajo, če je že probala to, če je ono. Ne? Da je zabavno, ampak vseeno imam raje malo bolj take pogovore, ki so mogoče malo bolj deep, kot je bilo malo več vrednosti Selakovičem. Ja. Ampak vseeno, vsak je prišel na stream, ga cenim in spoštujem to, da si vzel čas, se pripeljal. Ne. Koliko časa pa imaš? Streame ponovadi? 2 uri je tako dajmo reči minimum, ker veš, kako je na streamu. Dokler ti začneš, nekdo še rabi cajt, da se usede, tako da ponavadi, bolj ko grem proti koncu streama, raste publika. Ne? Ampak itak stream pol ustane in si pogledajo pol enkrat, ko je online, ko ni več uživo. Ampak sem imel tudi 1:30, ko sem imel predsednico države, sem bil pač omejen, no takrat še ni bila, z eno nogo je bila v predsedniškem kabinetu. Investiral. In sem imel omejeno na uro 15, ampak sva vseeno zavlekla na uro popolno. Ko se spuščaš v te bolj politične teme, kaj se bojiš malo tega, da bi se preveč nagnil v eno ali drugo stran? Mislim, izražaš tvoje mnenje kot politično mnenje ali pravaš ostati? Pri politiki, izražal sem svoje mnenje ničkolikokrat, ampak jaz še vedno sem neopredeljen, nisem levi, niti desni. Okay. Čeprav kamor hodi svet, vedno bolj se nagibam v desni pol, ampak so me ljudje označevali, se ravno zato pravim, kar sem prej govoril, da so vsi užaljeni. Sem napisal nekaj, ne vem. Ampak ti imaš spati svoje mnenje, nimaš pa... Ne, da bi se rekel, da sem levo, desno, ne, nisem neopredeljen. Ampak misliš, da človek že s svojim mnenjem, ki ga izrazi, se nagne v drugo stran ali eno stran? To publika naredi, oziroma družba. Zdaj, če bom jaz napisal, da mi gej paradi grejo na živce, spet smo tu, ampak najlažje se s tem, kako te oni etiketirajo, bo rekli, pedi tam lizati Janši rit, ker on je pač proti temu in je radikalen in družina, moški, ženska. Ne, ni res. Če sem jaz proti gej paradam, to ne pomeni, da sem proti istospolnim usmerjenim, ker imam par ljudi, prijateljev, ki so istospolni usmerjeni. Pa ni da jaz, ti si gej, da bova se družila, ko ni ljudi. Ne. Pač to so ljudje tako kot jaz in se imam fajn z njimi. Pol ful vzeme je to preč ekstremno vedno. Vse. In tako je napad. Ne. In recimo eden od kolegov mi je posnel par spotov, ne,
pa isto spolno usmerjen. Samo ljudje tega ne vejo, jaz to ne obešam na velik zvon, gej mes, ne, ali kakorkoli, ne. Samo se upičijo v to, kar napišeš, ampak mislim, da družba... Če ti napišeš tako stvar, kot si jo napisal, da ti gre na živce in mogoče ne utemeljiš, misliš, da ne mogoče to lahko človek pol res razume narobe? Zdaj spet, kdo je ta zapis videl. Nekdo, ki mu grem ful na kurac, se bo razlagal po svoje. Zdaj, če mu jaz napisal, ne vem, moj avto je bel, on bo rekel, kaj piše, da je črn. Ne, jaz sem napisal, moj avto je bel. Ampak na živce mu grem in on želi videti tako, kot bi on rad videl, da jaz napišem. Ne. On bi najraje videl, da jaz napišem, geje je treba, ne vem, jih nalomiti vse. Ne. In on dejansko, ko jaz to napišem, on tako vidi ta moj zapis. Zato je potem napad. Mislim, ti napišeš, recimo, ne vem, ta status si napisal, kako si rekel, da si napisal to za primer za parado? Kako si napisal? Za parado, ne vem, kaj sem že. Mislim, da sem napisal, da so gej parade slabo ljud za isto spolno usmerjene. Ja. Ok, ampak veš, to je ful tako, vržeš ven in pustiš vsakemu človeku, da si interpretira to, kar si napisal po svoje. Ja. Mogoče ni niti dobro, veš, da bi ti napisal, za to pa to pa to. Mogoče bi človek boljše... Ja, prav. Veš, da bi... Ali smislu, ne je. Ne, veš, mogoče, da, ker s tem, ko tako napišeš, sigurno ti... To lahko, da poveš nekaj, ti si meni... Ne, ni da končaš, ne, da rečem, meni si ti v redu ali mi nisi v redu. Veš, to je skoraj tako, da pustiš full open-ended. Ja, in to pol... so Slavoj Žižek poteze. Ja, ampak pol ti v bistvu res, pač ti potegneš iz ljudi tisto, kar oni mislijo. Mislim, vabo vržeš. Vabo vržeš, ampak... In kaj se prime. Zdaj, kako si pa človek interpretira, mislim, jaz nisem zdaj to, da jaz pač izražam svoje mnenje na socialnih omrežjih. Ja. Niso več časi, ker bom šel z vilami transparenti izražati svoje mnenje. Ja, ampak ni čudno pol, da dobiš take odzive malo tudi, ne? Mislim, veš... Meni je samo to všeč, kaj lahko en status, en zapis na YouTubeu, internetu, Instagramu, storiju doseže pri človeku, da da ven ves ta gnev. To je me vedno znova fascinira, kako z enim zapisom, ki je dolg, ne vem, stavek, 2, poved, pritegneš iz človeka vso sovraštvo, ki ga ima do tebe. Ne. Pa res se jim da. Ja, Pač se jim da. To ponavadi ni, da se ti da. To pač recimo... Kaj pa ti je? Ja, ti mogoče se noben od nas ne da postaviti v kožo nekega človeka drugega, ki recimo, ne vem, če že govorimo o gejih, ki je pač gej in je pač bilo težko mu povedati, da je gej in pol te to prizadane pač. Zato je mogoče tebi to težko doumeti, zakaj se nekdo tako vname. Ampak za bilo kakšno stvar. Ja, ne vem, zdaj govorim za ta primer. Kaj ti je toliko mar... Ja, sej, pač, kaj ti je toliko mar, da pač si vzameš res cajt. Jaz če vidim, kaj glupega sem, fuck, je glup in grem naprej. Eni očitno ne pač to prizadane. Ne. Mislim, ja, nismo vsi enaki. To je vedno pravim problem, kdo to napiše. Ne. Če pač ti človeku nisi okusen in mu nisi simpatičen, ga bo razpisal tudi, če boš napisal živijo, trenutno sem v Egiptu in se imam lepo. Ne. Kam moraš biti v Egiptu? Ne. Klošar, pedi domov. Ne. To je pač odvisno, so zelo take kompleksne te zadeve, vsak vidi drugače. Ne. Ja, veš, včasih, ko jaz nekaj napišem, noben ne ve, kaj je, si na strani tega, nisi na strani, podpiraš Palestino, podpiraš Izrael, podpiraš cepivo, ne cepivo, si na strani gej paradija, nisi. Ne. In potem ljudje si ustvarijo svojo sliko. Ampak ti ni do tega, da bi ti opredelil vsaj malo bolj? Ma tisti, ki bom rekel, ve, ki me spremlja, razume, kaj jaz tem želim doseči. Ampak kar hočem povedati to, da ni panike, da ti meni komentiraš. Vse jaz tudi včasih se z ljudmi komentiram nazaj, ampak tisti gnev, da greš človeku pisati to, nekaj boš ti klošar, pička, ubil te bom, idiot, tisti primitivizem. Ne. Dobro, pač brez tega komod debatirava. Ne. Se napiše živijo, Jan, super, da si to napisal, ampak se ne strinjam, zakaj, ne, deva biti... Da je pa ključ vsega tega, tebi pa samo začeti debato na koncu dneva. Izražati svoje mnenje, no. Mogoče hočem to pokazati, da se ne smejo ljudje bati. Žal, da izražamo svoje mnenje na socialnih omrežjih, ampak danes so socialne omrežje vse, žal. V politiki nabirajo volilne točke, ni da ni. Vse delamo prek tega in imam ta občutek, da se dosti ljudi boji, ravno zaradi tega, ker nočem, da me opredelijo. Ne. Komentiral pa bo tak isti človek, ko mu nekaj ne paše. Ne. Ogromno je tudi, mislim, to lahko zdaj vrtamo. Lahko vrtaš globoko, ja.
Pa bomo začeli že bluziti. Ne. To so taki neki oprijemi, ki pač. Ja, ampak good point. Ja, mislim, da ljudje vedno manj izražajo svoje mnenje. Ja, sploh ljudje, ki so prepoznavni, ki bi za moje pojme, ne vsi, ampak bi morali... Ki bi lahko imeli neko besedo in tako, mnenje. ampak po eni strani jih razumem, živijo od sponzorjev, zdaj če boš ti izrazil svoje mnenje, da si na strani nečesa, kar ni ravno popularno, lahko gre pogodba, ne, in potem grejo evri. A treba je jest, ne? Treba je jest, znajdi se, tako da itak mi, ki kao opozarjamo, jaz nimam za sebe, da opozarjam, všeč mi je samo govoriti o družbeno-kritičnih stvareh, včasih sem to dal v pesmi, danes pač pišem. Kaj pa če ne tako, je to profitabilen biznis streamanje v Sloveniji, ki v tujini, to je zdaj... Pa donacije so tu, ne? Donacije so tiste, ki ti dajo, dobro so tudi ogledal tudi od streama, se da zaslužiti, ker je dolg, daš reklame na pol ure, na minuto, pač kakor želiš, več ko boš dal reklam, bolj te ne bojo gledali, ampak donacije, ne? Donacije so, sem si prav rekel, kje si bil do zdaj, ne? Kaj nisi to prej se lotil? Kaj ti vsak dan streamaš? Ne, zdaj nisem. Zdaj sem imel Selakoviča to je bil prvi gost po pol leta. Imel sem mir, pauzo dovolj. Imel sem skoraj 100 ljudi v enem letu in sem rekel, to je preveč. To je res dosti, ja. Skoraj ti zmanjka ljudi že. Ja, niti ne več koga vabi. Težke tematike, politika, vojna, pol je bilo cepivo, imel sem doktor Metka Paragi, ona je delala, tudi razvijala cepiva, ni da ni, mikrobiologinja. In ko imaš ti take težke goste, se pripravljati, poslušati to, po 100 gostih se reče, zdaj pa rabim mir. Preveč je. Kaj pa ti sam streamaš, kaj tudi tako? Sem, tu pa tam sem šel, recimo, ko so se zgodile kakšne neki trenutki, dogodki v Sloveniji, ko je kakšna influencerka kaj napalila in to sem potem pač podajal svoje mnenje, ampak sem raje se držal tega, da streamam z gosti. No. Ko pa recimo pripraviš ti gosta, da ti pove stvari, da se odpre, kot ti gre to? Jaz stavim za vsakega gosta, večinoma sem za vsakega sestavil vprašanja, te, ki so bili bolj za entertainment, je ponavadi bil freestyle, mogoče sem jih sestavil par, pa pol kamor gre. Ampak na take goste, ki so, bom rekel, doktori, zdravniki, stroka, itak moraš pripraviti, ne. Da ne boš zašel v kar neke tematike, poli brez veze. Pripravim, ne vem, tam nekje 30 vprašanj dam, ne. No, vem ti. In potem itak, ko vidim, kako stream teče, vidim, to bom skipnil, to bo samo še zavleklo in vmes pač, kako to shendlam. Neko rdečo nit si postaviš. Ja, zdaj pa pač vprašam ga, zdaj, če se bo on sprostil, bo odgovoril tako, da bo bilo fajn, če se ni sprostil, oziroma politiki so znani potem, da bo držal masko celoten stream. Ne moreš mu jasnati? V Luki mestu, mogoče sem, ko sem ga vprašal, če kadi marihuano, rekel ja. Takrat je bila pizdarja na Siol, Pop TV, posod je bil tam moj stream in sem bil upam, da ne bo zdaj zaradi mene. Jaz se spomnim, ko je Elon Musk kadil pri Joe Roganu travo. Tega se ful spomnim. Tako da, ampak politik pride z masko, gre z masko, ne. So zvrzirani, ne boš ga zdribljal. Težko prideš. Ne boš ga zdribljal, ne, ni šans. Mogoče privat, da ni kamer, ampak pred kamero ve, da ne sme priti do živega ničenja. Ne moreš. Pač ne moreš. Vse se malo bolj sprosti, reče kakšno glupost, ampak da bi zdaj on rekel, kar hoče raja slišati, ne vem, volitve so fake, ne, ni, on te bo obrnil, da boš ti izpadel idiot, ne. Tako da so... Kjeri govorec je bil zate najtežji? Mislim, s kom si imel največ? Najtežji v smislu ga prenašati. Ne, jaz bi rekel najtežji, kot da si kaj izvlekel ven. Mislim, da si mogel res ful se potruditi. Diplomatski ful je bil. Kaj pa vem, zdaj da bi... Janković. Zoran Janković. Pač videl si... Mislim, on je bil na dosti pogovorih. Rekel sem mu tudi, kako to, da ste še vedno, bom rekel, likviden, da imate še vedno denar, čeprav je šlo vse v bakrot, on se zmozna, povedal le na sodišču, je bilo to, jaz sem to. Okay. Nimaš kaj verjetno, pa niti reč. Neumno je, da bomo rekli, pizda, zdaj moram delati dosti bolj, nimam več toliko denarja, ne. On bo pač povedal, tako kot je povedal že vsem. So toliko PR strenirani, stari. Ni to 100 kilometri, kaj misliš? Če ne bi bili tam, kjer so, ne. Da bi enega Jankovića zlomili na tako vprašanje, kje se on točno ve. Mislim, verjetno ni
prvo vprašanje, ki ga je dobil in ni zadnje in je odgovor verjetno tudi na dosti težje vprašanje. In potem folk piše, kaj mu nisi rekel to, nič ne, gospod. Njemu lahko rekel, gospod Jankovič, ste vi lopov. In pol bi on me najde eno vprašanje, da bi mene vprašal, cupa, evo, že govorimo o nečem drugim. Ne. Ampak ljudje tudi mislijo, da bo priznal, ja sem. Res je, Jan, Stožice smo pokradli. Neumno je to pričakovati. Ampak so izzivi, taki gosti ravno zaradi tega, ker ne moreš vsak dan z njim sedeti na pol metra, sploh da pride v tvojo hišo, se pripelje na tvoje dvorišče in zdaj ti imaš njega tu. In si tudi verjetno ni lih, da ne vem, ko pride nek politik, ali ni, pač to so še vedno so ljudje, ki jih vidiš po televiziji. Ni tak. In ko za nekega človeka, ki ni imel za sabo 100 intervjujev z ljudmi, ali več, da to že v štartu si v minusu. Itak. Ker je tudi ta prezenca, ki te te ljudje niso tam brez veze. Te ljudje obvladajo sebe, obvladajo svoje besede in obvladajo svoje mišljenje. Tako da so par korakov pred nami. Tako da to je izziv sploh sestaviti vprašanja za takega človeka, se pogovarjati, da bo imelo celoten stream rdečo nit, da ne bo vmes, kaj zdaj, ker je minuta v živo, mislim sekunda v živo traja 1 uro. Ja. Recimo, ko se že zgodi, ko gledaš gosta, kaj ga moram zdaj vprašati. Ja, ko ne peljem kamero pogovor, se to se na tvojih dan zgodi. Ko v bistvu že razmišljaš naprej, kaj ga boš vprašal, ker ni. Se zgodi, pride pač. Kiri pa ti je bil tak za reč, da si obžaloval, da si ga povabil, je bil kakšen? To verjetno ne bo povedal. Mislim, če bi to povedal, se bo kdo užalil. Ja. Kaj me pol sploh vabiš? Prišel sem k tebi domov, benzin. Mislim, ajde, ne rabiš imensko tako, da ti je bilo fak, stari, to je bil propad. Zdaj, da bi za koga res rekel, brez vrednosti totalno. Da bi najraje zbrisal stream, ne. Je pa bil kakšen gost, kot ste rekli, da si bi po 1 uri rekel, kaj da s tabo še govorim, ne. Ja, ampak si vseeno hodil speljati tisti 2 uri, če imaš že vse 2 uri, dajmo zdaj še to, ne. In potem si bil kaj bi zdaj dej vprašati. In potem si vedno šel in publika maste, to je tisti safe zone, ne. Vse najdlo več, sploh te iz entertainmenta, ne. Pač, to so ljudje, verjetno imajo eno stvar in gre in pol ful težko zaplavaš še v drugo tematiko. Nekdo, ki je čez noč uspel, nima ne vem kaj zapovedati, kot ima recimo pevci Siddharte, Tomi, kot pa ne vem na Instagramu, ona je pač tam, to, pol ure lahko govoriš o tem, zdaj kaj bo še govorila? Ja pa viš, jaz pa mislim, da lih lečar. To je izziv. Da ga ugotoviš, kaj je zanimivo, da najdeš v njej to. To je drugi izziv kot pri politikih. Imaš kakšen predlog, ko se lotiti streamanja? Kje so zdaj ful spremljam te ameriške in to, kaj delajo? In veš, zdaj, kaj senat tip je naredil zapor in streamal 7 dni v zaporu. Veš, take crazy stvari dela. Ja, tukaj imajo denar, zato se to lahko določi. Seveda, ampak tako, začeti ti, računalnik, kamera, soba, kaj najboljše? Ja, rabiš itak komp, rabiš vse neko predznanje, bom rekel, kar nekaj znanja, ker postaviti stream ni spet ko skuhati pasel, moraš malo vedeti, unesti kamero, zvok, equalizer je naštima, da je zvok, ne. Se verjetno imaš to kakšne tutoriale. Ne, ampak zdaj, če nisi veš tega, boš rabil 3 leta, da boš samo skontal, kako narediti v redu zvok. Da se to sliši, da ni pretiho in tako naprej. A nič kaj, mikrofon, kamera, to je to, eno luč, ajde. Kaj pa content, ki po moje, ajde, to je tehnično, to vemo vsi, ne, pač kamero moraš imeti, mikrofon moraš imeti, kaj pa content, ki streamanje je lahko vse? Večinoma v Sloveniji še kar prevladujejo igrice. Nisem še naletel v Sloveniji, dobro jih je neki, ampak da bi zdaj bilo to prav porast intervjujev, podcastov užival. Nekaj jih ima, nekaj youtuberjev, ampak to je vse trenutno mala gledanost. Tisti, ki so pa večji, je pa gaming. Vse je samo gaming, ne. Ki zdaj, mislim, mi je zanimivo, da nimamo pri nas nobenega te lifestyle streameri in to. Kar sem jaz zasledil, ni da bi rekel boom, vse mogoče še bo. Sam se veš, kako je danes od vseh youtuberjev prilest ven, da te malo vidijo, je težko, ne. V Sloveniji tudi, da je težko. Podcasti so danes tako razširjeni v Sloveniji, da to je noro. Podcastov je res, da je dosti. Zdaj od vsega tega, da priješ v spredje, da te bojo redno gledali, to govorim, ajde, vsaj 5000 ljudi komaj čaka tvojo epizodo, ni easy. Res ne?
Meni Mislim, pa da se kome čaka 5000. Mislim, dobro, mi zdaj imamo že 2 leti delamo to, ne? Mislim, koliko časa že ti streamaš? Streamam eno. Ja. Eno, ampak ti že več let si na YouTubeu. Torej, imam podlago, Ja. sem folk, ne. Sej to je v bistvu tudi tisto, kar... Čeprav ti včasih verjetno nisi imel, zdaj si dobil ljudi, ki dejansko jih briga tvoje mišljenje, prej si imel pa ljudi, ki so gledali tvoje videe. Ja. Je spet druga publika verjetno, ne? Mislim, vmes se je publika obrnila. Ne? Ja, ne? Tisti, ki so me spremljali zaradi glasbe, vmes ful upadlo, so odrasli, so rekli, kako se nam ni več zanimiv. Ne, to se lahko zgodi katat. Dobro, zdaj recimo imam tudi dosti starejše publike in te si težko kaj premislijo kot otrok ali pa najstnik. Ampak sem imel podlago, ja, in pol, ko je muzika upadla, sem tudi zgubil malo voljo do glasbe, itak, in so me začele zanimati še druge stvari, ne. In potem sem pač rekel, dajmo svoji publiki prodati nekaj drugega. In potem sem začel snemati parodije, skeče, sem izražal svoje mnenje z videi, ne samo, da sem pisal, ne vem, se zgodi nekaj. V Sloveniji sem posnel video, ne live, pač vnaprej posneto, zmontiral, povedal, moje mnenje o tem, o onem, o levem. In so začeli pač to poslušati, gledati, sem rekel, ok, cool, muzika je pozabljena, delajmo to naprej, ne. Tudi večji zaslužek je bil kot z muziko, muzika mi ni prinesla nič. Takrat, ko sem delal muziko, YouTube je dal ful malo denarja na reklame. Tudi kratki so videi. Ja. Kaj pa koncert in to si imel? Smo imeli koncerto, ja. Mislim, povej malo tle razloži folko in meni, pač koliko si bil ti velik včasih? Jaz se ful ne spomnim, pač veš to. Isto kot zdaj je bil velik, samo malo bolj suh. Smo imeli, mislim, velik. Zdaj, če ti povem v številkah, par YouTube videov, komadov ima čez 1 milijon. Okej, to je lepo za našo sceno. Tako da jaz, če danes končam, verjetno še neke generacije bi se povedalo, kdo sem, ne. Vse nekaj, da se lahko pohvalim. So bili koncerti, nastopil sem po Ljubljani, po Mariboru, pač po vseh teh večjih mestih so bile. Si že obdelal? Ne turneje, ampak so me klicali, ne vem, pridi tam, pridi gor, pridi dol. In je bilo, ja, samo to je nekaj nastopil v svojem življenju. Ampak takrat sem bil tako neuravnovešen, da nisem to znal, bom rekel. Nisi bil samo mlad, verjetno tudi. Mlad, pa tudi kar neuravnovešen. No. Če bi bil malo bolj pri stvari, da me ne bi zanimali še neumnosti, ne, da bi se bolj discipliniral. A da bi šel full in v to? Da bi najdel nekoga, ki mi išče nastope, poleg tega, ko mi sami pišejo, bi tudi več iztržil iz tega. Sem pač sedel doma gnil in čakal, kdaj bo kdo poklical za nastop, namesto da bi te številke tržil. Ne. Imate mika, da bi šel še nazaj kaj? Pa niti ne. Mogoče kakšen nastop bi pasal. Za stare cajte. Sem rad na odre. Ja. Mislim, bi prišli mi, ki smo poslušali tebe v Sem rad, srednji to šoli. razmišljam, da bi naredil nek Reunion v Tuš planetu. Nekaj takega, ja. Ko bi včasih, samo ni več tega, ne? Vaks ekipa, te stari komadi, ampak pol pomisliš organizacija, kje bi naredil. Vsi starši. Ja, ampak po mojem bi bilo ljudi, no, ker če ne drugo obujanje spominov, tako malo. Nostalgija je vedno. Točno to, z nostalgijo si tako da dobro služiti. No, jaz... Tako da mogoče. Mogoče v prihodnosti bi. No. Okej, lepa. Jaz sem tako to nekaj drugega vprašal. Tako je 100 evrov stopnica, ne, fair. Dobiš kaj še TD zraven? Ne, to je to, 100 evrov stopnica in udrimujo. Mislim, to lahko narediš tako en koncert, ki bo zavedno nikoli več po temu. Tako je. To pol 100 bojo dali, veš. To bi po moje naredil neko simbolično, da se pokrije. Ali pa za dobrodelne namene. Točno to. Jaz sem tako to nekaj še vprašal tukaj. Jaz se spomnim, da si ti izmed prvih ljudi, ki se je spravil v neke določene bife z ljudmi na YouTubu, z muziko in vsem. In me zanima, kako si to težo, recimo to, ko so ti ljudje začeli pol full hejtat, pisati stvari, kako si ti to prenašal in kako si se s tem soočil? To je bilo, mislim, ko sem začel, je bilo težko. Ko sem začel, že vsak, ko niti ni bil bif, že vsak komentar, sem jaz odpisoval na YouTube, jaz to delam, me prizadel vsak komentar, vse kot vsakega, ki skoraj začne. No. Čakaj, pardon, malo timeline, kdaj je bilo to? 2012 se je zgodil ta največji bif, Čale Vauks. Okay. No, ampak to itak sem že milijonkrat povedal, ampak ok, to teži komentarjev, mogoče niti ne toliko. Kratko sem jaz dal ven ta dis. Nekdo je dal, oziroma ko je cancel, ko so vrnili, potem Čale in ekipa,
nekdo je dal mojo telefonsko številko nekam v javnost, ne vem, kje je kaj. Jaz sem dobil na dan, tako, to je trajalo 1 mesec, jaz sem dobil na dan po moje 30 klicev, 50. To je kar Iz vseh izvoza. koncev Slovenije. Jaz sem se na vsakega javil, ker sem pač, jaz se bom javil. Ja, zdravo. In pač čuješ na glas, Maribor, Ljubljana, kjerkoli. Eni so pohvalili, kao to je to, care, dobro si jih, večinoma so pa grozili. Ne. Kaj se di se čalete, jebo, če ti materne, Klošar, Primorski, se pridemo dol. Ne. To je bilo vsak dan. Vsak dan si prenašal te klice, ne. Itak so bile vse prazne grožnje, ne. Ampak na psiho je bilo to hard. Vsi za to? Včasih po Kopru hodiš, te je bilo malo strah, pizda, ne vem. Kje se bo kdo... Kaj če vam dol batine, ne. Sem bil na eni točki, da kaj sem šel to delati, jebem ti pozornost, pizda, zakaj mi je v šoli in foter ni dovolj dal, ne bi rabo tega delati, ne. Ampak so te to pol tudi ujačali, zato sem danes tak, da si upam vse napisati, ker mi je vseeno, kaj folk piše. In to če mi bojo, ne vem, kaj pisali spodaj, se spravili na mojo žensko, na kogarkoli, me ne gane, kar je spet slaba stvar. Ker ne razmišljam na puncu, da pišem neumnosti, pol njo napadajo, samo ker pač... Nimajo vsi tašne mentalne sposobnosti kot ti. Kot so tu pregovorili, napišeš o ne vem temu, da ti gre na živce, to pa to, folk ti napiše, tvoja ženska je grda, ali pa tvoj brat je suh, kar nima veze. Ne. Mene ne gane pa ljudi okoli mene in to so komentarji krivi, ker te skozi leta, 10-15 let, pridejo do te točke, da si ledenko šprica. Ja, so te tudi, verjetno ti malo kaj pa recimo... Uničiti te feelinge za ljudi, ki jih imaš rad. Se tudi do njih tak, ne vem, punca ti reče... Vsi to, diasociacija je verjetno to neka. Obnaša se do mene malo bolj cool. Ti ne opaziš, da se obnašaš tako. Ja, malo empatije, ne? Ja, o tem sem že razlagal. Komentarji ti zjebejo te senzorje ne za biti, da ti zjebejo biti empatičen, ampak ti zjebejo občutek, a zdaj sem šel pa preveč tudi do svojega. Ali pa tudi težo besed ti uničijo. Tako ne. In sem opazil, da včasih sem do svoje punce ali pa do nekoga, ki imam rad, hladen. Ona mi nekaj pove, kaj jo zmoti in jaz sem kot da je komentar na Facebooku to bil. To ni dobro. Ja, ni. In to so komentarji. Pa ne da zdaj, vi ste krivi, ki to pišete, sam sem kriv, da sem šel v to, ne. Jebi ga. To je davek. In kaj pač zdaj zavedno zavedaš tega in probaš ne delati? Mislim, ja, probam si reči, eno je virtualni svet, eno je live, ne, in... Jaz iskreno mislim, da ti si tudi šel čez to, ko si bil mlad in ti je to ful oblikovalo pol za naprej. Itak. Ker če recimo, da bi se ti zgodilo to zdaj, bi lahko mogoče to bolj ločeval. Ja. Taka ti pa je čisto verjetno že ko si bil mlajši, ti že uničilo ta... Zato je svetno s temi, to se ful sliši, ne vem, hipokritično, ampak skozi s temi svojimi zapisi, ko pišem, ko napadam, ozaveščam, hočem pokazati, kakšni komentarji pridejo in kako te komentarji lahko škodujejo. Ne, recimo, to mi je bilo, ko provociram za nalašč, napišem za nalašč nekaj takega, samo da se vidi, kaj folk piše spodaj. Ne. In pustim vse te komentarje. In potem mi nekdo piše, fuck, kaj tebi to ljudje pišejo, ne? Mislim, kaj pišejo, kaj ima veze tvoja družina s tem, ne? In sem rekel, pa jo, to je to, ne? To je odraz. To je to, ampak jaz to sprejmem, jaz sem že uničen, nekdo, ki ni na TikToku, recimo, ki je pač želel nekaj objaviti in dobi takih komentarjev 30 na dan, mu lahko to zjebe psihototalno. Kdaj veš vzeti neko kritiko dejansko ali pa da veš, da te hejta? Jaz zdaj ne vem, ljudje, ki objavljajo neke bedarije, ker pač nimajo občutka, da je to bedarija in se mi zdi to fajn. Mogoče se lahko zadržiš, pa ne komentiraš, pa se vidiš, da mogoče človek ni na isti neki valovni kot si ti. Ne. Jaz ne bom zdaj na TikToku videl enega, ki se mi zdi malo poseben in bom napisal, fuck, kaj si ti prizadet. Ne. Zdaj, jaz pa točno vem, kdo se dela buta z tega. Ne. Sej vidiš, kdo se dela buta z tega. Ampak taki se z namenom delajo buta z tega, ker vejo, kakšen bo efekt. Ne. Damjan Murko je lep primer. Damjan Murko, šola, vse te, ki mu pišejo svašta. Ne. On je zelo, bom rekel, inteligenten človek. Marketing genij. Ampak kljub temu, da je že toliko v tem, še kar jim proda vse. Imaš pa tu ljudje, ki so pa pač, ne veš, ali so butasti, ali se delajo, ali provocirajo. Ne.
Ampak zakaj sploh biti, ne vem, reagirati z njimi? Zakaj sploh jim dati pozornost? Pa zato, ker je ljudem fajn. To sem se tudi zdaj s Selakovičem na tem streamu pogovarjal. Kakšen je profil tega človeka, ki vidi nek video, tvoj, moj, od kogarkoli, pogleda in napiše komentar, duvajte kito, pederjeni. A ti govoriš o videu, ne vem, o financah. Ne? Zakaj? Mislim, vzel si cajt, pogledal si moj video, dajmo reči 1 uro, in si napisal na 1 uri in 5 minut, bluzite pederi. Se pravi, 1 uro in 5 minut si gledal video, vzel si cajt, komentiral. Ki po 1 uri rekel, pisa tej bluzi, stari. Spusti, ne? Sej vsak primer, nek komentar, verjetno lahko se kdaj nanaša tudi na video, če je na vsebino, je verjetno na vsebino. Če pa se gre za to, kar nate cilja, je verjetno odraz njega. Ja, sej. Ker tudi jaz sem sam pri sebi opazil dosti krat, ko me kaj moti na človeku, me v bistvu moti na meni. Tako da... Ja, to so te neke psihološke itak. Sej, vsi, ki delamo, to je tudi Goran Hrvačan in dobro povedal pri Selakoviču, na vsi, ki delamo neke videe, ki rabimo brutalno pozornost, je nekje v otroštvu ni bilo. Ne, jaz sem ta problem pri nogometu, jaz sem želel, da se name gleda, je ful talentiran. Ni bilo, dajmo iskati pozornost nekje, ne. Kaj se ti zdi tudi, da taka stvar moraš, ne vem, iti se s kom pogovoriti, tudi mene ti osebno, gre se na splošno, tudi vsi mi, ki nekaj delamo, da moramo hoditi kakšen psihoterapeutu ali psihologu. Če začutiš, da rabiš pomoč, ja, zakaj pa ne. Jaz ponavadi s punco, če me kaj matero, tako... Samo verjetno s punco ne moreš biti. Kot bi stroko bil. Ja, zato ker punca je še vedno čustveno in obratno. Ni, ampak mi že to pomaga. Ne. Recimo, jaz imam tudi ta Tourette sindrom, to je pač nevrološka motnja in ta nevrološka motnja me včasih oteži življenje, ker od mene zahteva neke stvari, ki so nemogoče. In pa rečem, Sara, jaz bi zdaj hotel iti ven igrati košarko 6 ur. Ne vem, ne morem, se govorim z njo in sem pol cool, samo da dam ven. Ne grem pa na YouTube pisati Pero Martiču, poglej se idiot, ker imam jaz trenutno problem. Veš kaj, ti povej meni zdaj rajše ene take malo bolj light-hearted. Jaz sem z Markovca, ne? Ja. MC Timona, najlepši kraj na obali. Okay. Povej mi kakšno lepo, zabavno štorijo iz tvojih mladih let. Iz Markovca? Kaj na Markovcu? Markovec je res lep, stari, vse imamo. Pošta, trgovina, lekarna, vse imamo. Včasih je bil tako kar... Geto. To je nevaren, je bil nevaren. Lepi, pa do vsako trenutek na igrišču je bil lep, ko smo igrali nogomet, tiste goliče, no. To smo podoživljali Ligo prvakov in kje smo mi bili, v katerih dimenzijah, ko smo to igrali. To je bilo lepo, to si zjutraj vstal, poletje, šole ni bilo, na balkon, razgled na morje. Samo takrat to morje, ti ni pomenilo nič. Sem spil kakao, sok, to je to, zdaj gremo na igrišče. Cel dan si bil dol, ni TikToka, ni komentarjev, ni le kaj ta posnel, poglej ga, tam je bilo gol, žoga, kdo si ti, Beckham? Ne, jaz hočem biti Beckham. Dobro, 3-3 igraj. To je to. Veš, da meni je lepo na unem igrišču šel zadaj za bloki, vidim klince zdaj čez poleti, cel dan nabijajo žogo zunaj. Hvala Bogu. Stari, to je ful lepo vedeti. Hvala Bogu. In to je bil life, ne. Sam smo se ga sami uničili s tehnologijo. Pa, veš kaj, po moje se še prilagajamo na tehnologijo. No, ja. Veš, to je kot vsaka stvar, ki je prišla nova, ki jo ne znamo še handla dobro. Ne? In potem spoznaš, ko odrasteš ta toksičen svet, začne te zanimati politika, začne te zanimati to, on je kriv, da imam jaz više davke, on je kriv, da moram plačati toliko prispevke. In potem začneš brati, se učiti, to... Ampak ti si kar pesimist tako na splošno življenju, ali ne? Si, ne? Si malo... Mislim, nimaš tako pozitivnega pogleda spet več na svet. Dosti ljudi... Zakaj bi sploh imel? Vse vidimo, kaj se dogaja. Meni gre na živce, da to se mogoče zdaj malo sliši sebično, ampak da sosed, znanec nima za jest. Ne? Zdaj bo vsakdo rekel, ja pa dejmo, ne. Ja sej probamo dati. Zdaj pa spet, če boš njemu dajal, ne moreš živeti sebe in njega. Ne, ampak to misliš, da je kriv sistem, da je to sistemski problem, ne pa... Je tudi posameznik lahko kriv. Ja, oboje je verjetno. Mislim, če je verjetno nek človek, ki ne more sam se preživljati, veš, da ni sposoben. Ne, mene bolj boli, ko gledam nekoga, ki vem, da je delal 30-40 let in danes životari, ker je, dajmo reči, penzija moja preniska. babica je delala v proizvodni cel life, garaško delo, danes ima 300 € penzije. Ne. Ja. In potem take stvari bolijo, ampak kaj boš naredil? Ne moreš nič, ne, si nemočen, pomagaš, koliko se pomaga, da? Ja.
ne moreš pa ti zdaj živeti njo, sebe in vse to, ne. Žal ne gre. Ne. Ja. In potem, ko vidiš eno zgodbo, drugo, vsako leto imamo dobrodelne streame, milijon je zgodb, ko sodelujemo s temi društvi, ki so dobrodelna društva, ne, humanitarna. In ko slišiš vse te zgodbe, si rečeš, pizda, fuck, a se ne da kaj narediti, ne. Se vsak postane jezen. Zdaj pogledamo poplave. Od poplave je že pisal od avgusta, zadnjič sem gledal, denar je še kar na občinah, še kar ni prišel do ljudi, ljudje še kar nimajo kje živeti, hiše so, Jih ni, oziroma če so, se ne da živeti not. In pol vidiš to in si rečeš, fuck, stari, dajte ljudem denar, easy. Kot je rekel, mislim, da ne vem, kdo je že to rekel, od BTC ali en direktor je rekel, kaj serete, kakšna birokracija, dajte ljudem denar, stari. Pa pol se vi zdaj bavite z birokracijo, ne. Ma, veš, po moje pa lih čar življenje je to, da tudi vsem temu sranju najdeš nekaj, ki je vredno in najdeš neko pozitivo. In si tudi tvoj stream, zdaj, ki si rekel, ne, koliko žalostnih zgodb. Ja, ampak pizda, leke lepa zgodba je ratala s tvojimi streami in koliko folku si lahko pomagal. Itak, ne vem, jaz sem pač tak, marsikdo si umislil na bluzi, na glumi, ampak sem tak, da če, ne vem, zdaj ta prišla v javnost Palestina in Izrael, ne. Imam enega novinarja iz Gaze, ki vsak dan objavlja, kar se dogaja in ti vidiš, kaj se dogaja, ti imaš vse, se rečeš pečko materno, stari. Kaj jaz delam narobe, da imam vse? Ne, da med poplavami sem to tudi izjavil, videl, sem si želel, da tu meni poplavi bajta, stari. Ker ko viš, to se ful grdo sliši, neumno, ampak ko viš, kaj so ljudje zgubili, mi smo hodili okoli pa malo pomagali, ne, ker iz celja okolice je bila tudi fucked up. In ko vidiš to, si prav na te točke bil sem neko stari, zakaj se to meni ni zgodilo, folk je zgubil vse, stari. Čakaj, zakaj? Mislim, ta mentaliteta, kaj? Ja, ko ti to vidiš v živo, ja. Ko si bil tam, ko pomagaš in ko vidiš enega, ko rabi pomoč, vidiš drugega, tretji, tam objavijo, da prijejo pomagati, iščejo močne roke, iščejo to, a ti doma zaspiš na suhem kavču in ta nek občutek, bom rekel, da se počutiš krivo, zakaj se tudi meni to ni zgodilo. Ok, ma poglej mogoče iz tega vidika, veš, ne vem, zdaj usoda, Bog, svet, neki univerz. Tebi ni poplavilo bajte, zato ker so rabili enega močnega človeka kot si ti, da njim pomaga lahko zdaj rešiti situacijo. Zdaj to lahko vrtamo. Jaz sem samo pač dobil si doma občutek, ko sediš, si rekel, fuck, čez, ne vem, 20 km naprej kopljajo direkt iz hiše, tu sedim. In zato si potem razmišljaš, itak ti ne da miru, ker pač zaenkrat si nisi še robot in si se počutil slabo, zakaj se to meni ni zgodilo, jaz imam vse, oni nimajo nič. Vse se neumno sliši. Ne, se ne neumno sliši, jaz te razumem, kot špet, samo če gledaš tako na življenje, pol nikoli ne moreš biti niti malo zadovoljen. Pol lahko si vedno slabe volje, ker vedno je nekdo, ki živi ful težko življenje napram tvojemu. Itak. In mislim, da ti nisi, veš, ok, zdaj si gledal ful lokalno in je bilo ful pred tvojim obrazom, ne? Ampak ti veš, kaj se dogaja v Ukrajini, kaj se dogaja v Izraelu in v Palestini, kaj se dogaja, ne vem, v Indiji, v Afriki. Veš, vedno bo tvoje življenje njihov problem. To so globoke. Veš, tvoj problem je še vedno problem. In njegov problem je tudi njegov problem. In hoče reči, oba imate problem, čeprav mogoče izgledajo drugače z tvoje perspektive, ampak ti... Ne vem, veš, z enim sem se pogovarjal, ko je tudi izgubil vse, je rekel, včeraj sem jamral, da mi je internet počasen, danes nimam strehe nad glavo. Ja. In potem take zgodbe te dajo v položaj, da ne jamraj, stari, ne. Tam se koljejo, tam nima strehe nad glavo, pa ne da se pol slabe volje zaradi tega, ampak drugače... Ti zdi manj problematično. Tako, drugače gledaš na vse, si srečen toliko bolj s tem, kar imaš, toliko bolj se, ne vem, ti nekaj gre na robe, si cel živčen, nadrkan do punce, do vsega in si bolj ko pomisliš, kaj vse se je zgodilo za en cajt, si rečeš, ajde, pusti. To bomo zrihtali jutri. Sem ti hotel reči, da veš, problem, ki ga imaš, je problem za oba. So drugačne skale, ampak še vedno ne smeš se počutiti krivega, da se ti ne počutiš dobro za ene stvari, ne? Veš, to samo. Vse vem, kaj razumeš, to je pa potem tvoj pogled na svet. Ja, pač veš, so različne bolečine, ne? Tvoj problem je za nekoga lahko luksus, ne? Tako, ja. To, ko sem prej povedal, da si dobil občutek, zakaj tudi meni ni poplavilo, težko je to razložiti, kaj dejansko s tem mislim. Ker mogoče vas se ni toliko dotaknilo, ker ste bale. Ker smo tukaj, Mi smo bili tam, smo imeli priliko videti to v živo. Ne?
In pa valjda, ko vidiš, ko hodiš okoli bajte in ti gospod razlaga, tu sem imel kokoši, voda jih je vse ubila, tu sem imel klet, sem zelo rad delal vino, nimam več nič, vinograd je šel, ne. In pa priješ domov, ti imaš vse, te čaka. In ta vest. Ja, te peče vest. Razumem, ja. Tako da, nimaš kaj. Ja, Ja, največ lahko pomagaš, lej sej. Itak, ne, se pač smo pomagali, koliko je bilo v naši moči, ampak vseeno so ljudje ostali pozitivni, smo se smejali, zabavali. Pa to je ključ. To Slovenci, če ne, kaj znamo stopiti skupaj, res. To če smo še 2 dni nazaj jebali mater na Facebooku, smo med poplavili in stopili skupaj. si pomagal onemu, kakšen, ki ti je napisal komentar. Čisto možno, samo takrat ni bilo tega, takrat je bilo pomagati in naslednje. Sej to je to, sej se strinjam s Ja, tem. so take situacije. Ampak to je ta, ko odrasteš, ne. Ja. Vidiš drugače svet, to samo tu pove, da te zanimajo druge stvari in potem sam sebe zastrupljaš. Čeprav televizije ne gledam, priješ na Facebook, informacije, prebereš, pa greš na Google, greš brati zgodovino tega in samo filaš glavo z informacijami, ki jih ne rabiš. Ampak te jih uturijo. Ne. Ma mislim, dobro je da pa si kot razgledan. Tako, se strinjam. Sam škodi. Mislim, škoditi, ja, Jaz sem vedel, kaj se dogaja v Palestini in Izraelu, oziroma sploh, kaj se dogaja v Gazi in Zahodnem bregu. Nisem vedel toliko, ko sem šel zdaj brat, ker sem posnel tudi en video o tem, ker pač rad me zanimajo vojne, rad govorim o tem, da ni samo brezvezen content. In ko greš to brat, ko ti vidiš, kaj se tam dogaja, pa ne samo zdaj, tisočletja nazaj, si prav rečeš, fuck, nisem rabo tega brat. ja. Ker zdaj toliko bolj veš, kaj se tam dogaja in toliko bolj ti bo šlo vse na živce, kar se bo še dogajalo. Oziroma ne na živce te bo prizadelo. Ne? In danes lahko vse vidimo, kaj se dogaja zaradi Instagram profilov in interneta. In ko vidiš ti profil od novinarja, ki objavi na dan Ja, 20 mrtvih otrokov, se te dotakne. ja, itak. In to je to minus tega, ker te to zanima. Ne? Ker nisi tisto omejen v nekem mehurčku, me ne zanima, tam televizija, lepo Slovenija ima talent, tam TikTok ona pleše. Ne, jaz bi rad nekaj več, dajmo malo brati, dajmo to. Imaš kakšne plane za naprej, tako, kam provaš svojo kariero, plan, streamanje, kam kaj dati? Dela to, kar me veseli. Ne, to, kar me veseli. Nimam za nekih, ne maram postavljati ciljev, ker če jih ne dosežem, potem sem razočaran. In pa ne živim ravno iz dneva v dan, ampak itak non-stop razmišljaš, kaj bi lahko naredil, kam bi šel v smeru svojo kreativo. Imaš kaj na vidiku, kaj bi kaj pošlatal? Kaj bi zdaj trenutno, nimam nič takega, no zdaj prihaja ta 12-urni spet dobrodelni stream 10. decembra. 12 ur bomo igrali basket letos. O, jako. Da ne bomo samo sedeli in Se ve, kdo bil že gor? ja, če igrata basket, sta vabljena. Znate igrati basket? Niti ne. Ne? Pizda. Težko mi bo najti goste. To je zdaj en tak večji projekt. Po moje, mislim, ne, Čale Sale igra basket, samo ja. Ja, jaz sem ga že probal na stream, že kolegi zdaj. Raje ne, tako da ne da se mi otežiti. To je to, ne, nič kaj takega, da bi rekel, vsak dan pade ideja in pa to realiziram, ne. Zdaj pa, da bi imel nekaj večjega, zdaj pa bi rad to pa to. Bo, spotoma. Ja, to, kar delam, to mi je všeč, to hočem delati, dokler bom lahko. Imaš ti kakšno vprašanje za nas? Za vaju. V katero zgodovinsko obdobje bi se vrnila tako za 2 dni, kot turist? Jaz ne vem, kaj bo rekel Matej. Ti lahko vidiš, kaj se tam dogaja, oni tebi ne. Se pravi, kot nek Harry Potter. Se vrneš v čas, vidiš 2 dni. Po invisible cloak, da imaš. No, kaj bom Kam bi šel v Egipt. O, fuck, ja. Sem rekel, fuck, po moje ne bo vedel. Ja, v Egipt. Ja. Ni verjetno razloga, zakaj. Ja, je, zato ker mi je, ne vem zakaj, njihova estetika, arhitektura, zgodovina mi je ful fascinantna in rad bi videl, kako so gradili piramide, zakaj so jih naredili. To so velikani, pomagajo. In oni so prve taka za reč, neka civilizacija, ki se je začela graditi, kmetijstvo, vse so počasi imeli porihtano. In ne vem zakaj njihov vibe mi je ful všeč, sem celo včasih hotel biti arheolog zaradi pač Egipčanov, ki mi je bilo tako všeč, pa smo zdaj pristali tle, ampak zato Egipt, no. Jaz mislim, da si se rodil v pravem obdobju. Cool. No, da to greš samo pogledati. Če bi šel samo pogledati, ja, ne vem, kje se je zgodilo nekaj ful prelomnega.
Ampak res ful prelomno, da bi rekel, čeprav se mi zdi, da je najbolj prelomno obdobje, ko se ta AI upeljuje v družbo. Pač iskreno, ne vem, če bo bolj prelomno obdobje za človeštvo. Druga svetovna. Ja, ma ne vem, če je to toliko prelomno za človeštvo. Mislim, Kolo. pač kolo. Nikola Tesla je elektrika. Ja, Mislim- elektrika. Zato, ker zdaj se bo šlo ful se bo šlo za v bistvu v tem obdobju. Če bi se vrnil v prihodnost, če bi šel v obdobje, ki se bo še zgodilo, Ja, kam bi šel? jaz bi šel, ko se bomo prva civilizacija na drugem planetu, ko bo, recimo tam bi šel pogledat. Tako, evo. To bi bilo nice. Ja, ker se mi zdi, da zdaj po nas, to naše obdobje, Zdaj se začne. ne, zdaj mislim, da se lahko se zgodi z našo družbo, da bo šla tako ali pa samo navzdol. Ne vem, kaj bo. Imamo ful imamo orožja, takšnega, ki se ga niti še ne zavedamo. Mislim, ne mislim nasilnega orožja, ampak informacij. Ja. Vse informacije so orožje. Pa veš vedno, ki pravijo ful tako, da nas vleče to lahko v nek distopičen svet. Jaz to ful ne vidim. Ne vem zakaj. Ne Mogoče, vem. ker sem optimističen. Zdaj, če začnemo to razmišljati, bomo spet rešili, veš, kam vse. Ne. Ja, ma, Ne vem, kam po gre. moje stari ne Te- bomo prišli zdaj v nek drek stari. Pa z vso to tehnologijo, veš, ti imaš 50-50. Jaz Ni ful tako ne vidim enostavno. Ne šanse, vem, da težko, smo v jaz mislim, dreku. da od korone naprej je vedno huje, vedno nam vse lahko prodajo. Je bila korona, malo miru, Ukrajina, Rusija. Pa zdaj, ja, Malo miru, potem je, kaj že potem usekalo. V glavnem poslu zdaj Izrael, Palestina. Ne? Zdaj mislim, da nas malo nagovarjajo oziroma pripravljajo na neke podnebne restrikcije. Ne? Tako da ne vem, ali so mogoče videli, da pač ljudje hitro padejo, oziroma oni so videli, da se jih da lepo deliti. Ne? Ma vseeno tako veš. Anticepilci, pro-Rusi, mislim pro-Ukrajina, pro-Rusi, pro-Ukrajina, ne? Ne vem, stari, ma po moje res nek težek distopičen svet ne mora pasti. Ne vem. Ker na koncu dneva veš, tem vsem na vrhu je še vedno lep ta naš svet. Koliko hoče kontrolirati, je po moje lepo, noče ga zjebati. Hoče ga samo kontrolirati, po moje. gremo na vprašanje. Gremo mi na eno vprašanje. Ne mene fululat. Gremo zdaj mi na vprašanja. Followajte naš Instagram, pred vsakim podcastom objavimo vprašanja, da nas kaj vprašaste in danes so vprašali. Ok. Zdaj bom probal biti kratek in jedrnat. Ker ga mora iti lulat. Edi.lutoli, zakaj si skozi v Celju? Tam živi, verjetno. Jaz sem državljan, sem Celjan. Ja. Pogreš kaj obalo? Po mojem prvi primorec, ki se je preselil v Celje. No, ne se to po mojem. Kaj je šlo na robe? Kaj ni šlo? Pogreš kaj obalo? Ja, itak. To je čar Slovenije, vse je blizu. Ja. Timo 90994, najljubši content creator. Moj. Zdaj sem spoznal enega na TikToku, jo, komu je že ime. Delajo tudi kampanjo Trumpu in ima tako kratka videa, ponavadi je Okay. in se dotika feminizma, LGBTQ, ampak vedno reče, ne vem, zdaj ena njegova je bila zanimivo, da otrok ne more odločati, da bo šel spat, lahko pa odloča v svojem spolu. In take ima kratke citate, zelo... Take provokativne. Tako. Ja. Sicer desničarsko usmerjene, ampak mi je všeč ideja. Mi je všeč ideja in kratko je dernato, ampak pove ogromno. Ne vem, kako mu je ime, ne bom še zdaj na TikTok iskati. Lih tako random, si kdaj razmišljal, da bi pisal poezijo? S takimi provokativnimi. Nisem. Mogoče bom. No, naslednji projekt. Oscar.Berlot, Markovec Ghetto in the House. To je mislil mene. Je. Yo. Jaz upam, da nisem kazal nek full nevaren sign zdaj. Pa ne, Markovec City. Nismo imeli mi tega. Ne, what? To je bilo predano nam. Markovec City. Mi smo radi kazali West Side, čeprav to ni bilo upper peace. Ni bilo sajdov. Ja, ni bilo sajdov. Prisoje Markovec. Sorry, ok, eno da razčistimo za obalo. Prisoje so Ghetto, ne Markovec, lepo prosim. Pri svojih sem živel kot otrok do To je Ghetto. 4. leta. To je Ghetto. Napredoval na Markovec. Ja. Markovec Iz je lep. dreka v drek. Poveg_46, koliko časa si živel na Markovcu? Na Markovcu sem živel do, mislim, da 23. Tu nekje, pa so mogli tu, sem ga stanovanja ven zaradi vseh prijav in tako naprej. Mislim, da 23. Ja. No, zadnje vprašanje, Tinka.praprotnik je vprašala, pove neki na
neki po koroško, jaz te bom poprašal tako, dej na mene 3 besede po koroško, da jih jaz in Jure pravimo uganiti. 3 besede po koroško, Chris Pam. Chris Pam. Ja. Chris Pam, presledek vmes. Ne vem, če je presledek, oni rečejo skupaj, Chris Pam. Lahko praviš v stavku? Stavko, Kje bomo imeli letos Chris Pam? Božič, Blizu? žurka, novoleto. Praznovanje neko je, ne? Ne. Chris Pam. Chris Pam. Kje bomo imeli letos Chris Pam? Ne vem. Ne vem. No, ta božična jelka. Chris. Ja, oziroma jelka smrekica je Chris Pam. Chris Pam. Ja, Zanimivo. Ajde, ne še eno. Še 2, 3 si rekel, ne? Ja, ajde. Druga je, čakaj, da se Ontoh. Tam, Ne. Ontoh. čez Breg. nekaj, čez, Ne, on kraj. Predmet je. Ontoh. Ontoh. Pravi v stavku. Čakaj, zdaj moram, kako, ker se lahko hitro. Kaj si mi dal, dobro, to zdaj govorim, če bi hotel Koroško. Ja. S čim si umazal Ontoh? Kauč. Ne. Po mojem nek predpasnik. Avto. Ne. S čim? Kaj lahko umažeš? Perilo neko, hlače. Brisačo. Brisač. Ontoh je brisača. Oh moj Daj, bog. zdaj še eno hitro. Ajde, zadnjo na Čakaj, konec, dajmo, čop, čop. Eno hardcore. Širhakl. Obešalnik. Ne. Širhakel. Mislim, da ja, je to. Neki z obleko in nekam Širhakel. je Pas. Pas za hlače. Ne. Širha, stavek, prosim. Huh. To je neko spelling bee. Jaz se bom spet dal tako neki, da... Kako si umazal širhakel? Ne, težko je. Širhakel je, kaj je, kar povedal, kaj je. Kje ima širhakel? To se uporablja za kamin, tista železna, ki... Za drmat, Tako. drva malo. Tako. Ko ste mu sploh reče? Širhakel. Širhakel, ja. Dobro, ja, ni zdaj vemo, ko je palca za drmat drva. In pa pravijo, Korošci ne bi se te širhaklom dotakli. Korošci so motherfuckers. Ker si tako vroč. Ja, nič, Vauks, hvala, ki si bil danes z nami. Hvala vam za povabilo, upam vam, da vam je bilo fajn. Luškan si fant, v redu si. Malo smo šli v neki, po mojem ste šli prvič z mano v take globoke, ste imeli že kdaj malo politika. Pa mi gremo kamor na zapetje. Politike smo se malo izogibali, Okay. tudi tle danes nismo šli tako globoko, se mi zdi. Ampak ja, mislim, da smo držali malo neko smo tako, šli, malo tako potaknili prst tako. en svedrček. Cedrček. Nič, jaz bi dal še en shout-out našemu najboljšemu brivcu na obali Barberjanu. Dobro, ma ti iščeš frke, stari Ja, moj. pač res je najboljši. Ne, ni brivec on na najboljši, obali. najboljši je Boštjan, BLK, štekaš. Vsi pa ustvarjajo pri Barbarian Squad, tako da vsi čeknite. In še shout-out za naš burger pri Lahko El grem? Tolo Grill Koper. A ja, ne smem. Še sekundo počakaj. Pri El Tolo Grill Koper, najboljši stejki in člani burger. Majice, dober dan, link v opisu, tudi če ni vse perfektno, lahko še vedno dober dan. Hvala, ki si bil z nami, čujemo se, vidimo.